Lepo pozdravljeni in znova dobrodošli v mojo družbo. Znova se javljam iz mojega prečudovitega, ljubega, prelepega Ekvadorja, tokrat pa sem oblečena nekoliko drugače. Tole na meni, ker vidite, je tradicionalna indijanska noša. Malo več o njem bo povedala Rosita Kotakači, jaz pa bi naredila manjši uvod. Stara sem bila nekako 13-14 let, ko sem prvič videla Otavalko in zdela se mi je tako lepa in tako imenitna kot ta prava princeska. Te njihove bluzice, ki so izvezene na roke, čisto vsak cvetek, ki ga vidite, čisto vsaka pikica, ki jo vidite, je bila izvezena z veliko, veliko pozornosti, z veliko, veliko ljubezni in z veliko, veliko predanosti. Ženske so ponosne na to, da znajo narisati vzorci. Ponosne so na to, da znajo tako čudovito vesti. In ravno ti vzorčki nam razkrijajo, z katerega dela Ekvadorja dama je. Malo večji vzorči pripadajo enim območjem, malo manjšim drugim. Kako pa to? Pravzaprav gre vse to izbira. Manjček se mi zatika slovenščina, se vam opravičujem. Pravzaprav preden so Inki prišli na to območje, so imeli seveda tu prebivalci svoje običaje, vsak svoj jezik, vsak svoj pristop k življenju. In tudi, ko so risali in ustvarjali, je bil njihov slog umetnosti in izražanja različen. Torej, delimo v Saraguru so njihovi cvetovi, njihove umetnosti večje in nas lahko morda spominjajo celo na vzorčke iz Mehike, tisti, ki morda poznate. Ne bi šla pa preveč v detajle, kajti verjamem, da tako zelo vas pa to ne zanima. Malo sem hripava, ker vam po pravici povem, da sem prišla zjutraj šele domov in sem plesala in sem pela in sem se imela super. Tisti, ki vi sledite na Facebooku, boste lahko si ogledali tudi videe, oziroma si že lahko gledate videe iz včerajšnje prireditve, ki se ji reče Jamor, to je tak poseben festival, ki se odvija točno zdaj v Otavalu in v provinciji in v Buri. Mi pa se vrnimo k obleki. Tale pas je vse, kar tale Anako, temu se reče Anako, skupaj drži, gre pa v bistvu za dve veliki plasti, ena je bela, ena je temno modra, jaz bom temu le zdaj čisto po domače rekla dve plahti. Kako to ženskam uspe, jaz ne vem, zelo dvomim, da se bom znala sama obleči, ko bom prišla nazaj v Slovenijo in sem hvaležna za vso pomoč, kajti ko sem prvič gledala, kako to gre in kako to zatakneš in nekaj čist potegneš, kajti te plahte so resnično pa kar čez 2 metra dolge in se potem uvijajo okoli ženske, se spomnim, da sem si mislila, če bom to jaz dajala na sebe, bo zdržala na tanko 5 korakov. Torej, prava mala umetnost je sebe zaviti v tale Anako, kako pa zdaj to vse skupaj paše in kaj pomeni, pa vam bova zdaj razkrili za Rosito. Z mano je Rosita Kotakači. Hola Rosita, muchísimas gracias por ayudarnos a entender qué todo esto significa. Bueno, yo voy a dar lo que significa para mí. Prácticamente yo creo que es nuestra ropa típica o no sé de qué manera lo pueden llamar, o tradicional de aquí del pueblo de Otavalo. Es nuestra manera y nuestra cultura que siempre nosotros llevamos dentro de nosotros. Por ejemplo, aquí tienes una camisa bordada que tienes que combinar con una faja, conforme lo tiene aquí, que es roja, o la puedes poner con los colores de la camisa. Entonces también tienes las manillas, se llaman estas pulseras, se llaman manillas. Y antiguamente se utilizaban las manillas de coral, pero un coral muy antiguo. Y eso es lo que ahora pues se ha modernizado un poco, pero sea lo que sea, llevamos los mismos colores de toda la vida. Entonces tiene el anaco. Este traje se compone de la camisa bordada, el collar que se llama las hualcas, que puedes ponerte de diferentes maneras. Este también es más fino, más grueso, lo puedes poner de como tú lo tengas. Hay diferentes maneras de vestirse, aparte de lo que ahora estamos hablando de lo que es la blusa. Primero llevas un anaco, que es el anaco blanco, que está aquí. Este es el anaco, luego tienes el de arriba, puede ser azul marino, puede ser negro, puede ser azul más claro. Depende de lo que a ti te guste y depende de lo que tú quieras combinar, pero prácticamente este es el traje. Y también las zapatillas, que son alpargatas, que las llamamos aquí. Allá normalmente también le llaman en España alpargata, por ejemplo, pero son estos es el traje típico. ¿Cuándo?
se va a una fiesta, depende de la fiesta, si por ejemplo es un matrimonio, es un bautizo, pues te pones aquí adelante lo que es la fachalina, que puedes ponerte de diferentes colores. O sea, pero siempre el blanco es lo que es el matrimonio y el bautizo. Eso es lo que yo puedo contarte, lo que es mi ropa. Muchísimas gracias, Rosita. Kot sem že omenila v prejšnji oddaji, tu je energija popolnoma drugačna. Ljudje so popolnoma drugačni. Po eni strani mnogo bolj umirjeni, mnogo bolj relax, zato tudi zelo radi zamujajo. Ampak po vsemu temu vrvežu vam povem, vlada neka umirjenost, vlada nek mir. Bom vam dala par primerov. Tukaj je vse glasno. Denimo. Sedite doma in slišite glasbo, to pomeni, da se mimo pelje tovornjak, ki prodaja plin. Greste na avtobusno postajo. Kljub temu, da na avtobusu z gromozanskimi črkami piše, kam gre ta avtobus, bo pred avtobusom nekdo stal in vas bo vneto vabil, da vendarle pojdite v ta kraj z njimi. Kamorkoli se obrnete, je glasba, kamorkoli se obrnete, je dinamika. Hodite po cesti in se mimo pripelje tovornjak, poln zelenjave, z drugačno specifično muziko, zaradi katere točno vedo, katera zelenjava in kdo se je mimo pripeljal. Tudi sicer je dinamika življenja zelo drugačna. Tu namreč boste videli, da moški nosijo otroka. Ko boste šli na sprehod, ko boste šli na natrpano tržnico ali kamorkoli, boste opazili, da za roke drži otroke moški. Tu ne bom rekla, da je čisto v vsakem primeru tako, ampak navada je, ko se dva razideta, moški avtomatsko plačuje 55% svojih prihodkov, zato da vzdržuje otroke. In nihče ne vpraša, zmore, ne zmore, koliko mu ostane. Ne bom rekla, da so vsi moški tu predani vzgoju otrok, ampak to, kar sem jaz videla, je, da so pa prisotni. Znova, so izjeme, ki potrebujejo pravila, ampak vam povem, tu je mentaliteta zelo drugačna. Tu ni debate o tem, ali naj bi ženska dojela ali ne, kajti če boste to vprašali, bodo zgroženi, kajti tega ne razumejo. Otrok vendarle potrebuje hrano. Življenje, sam koncept življenja je tukaj zelo, zelo drugačen. Jaz vam resnično želim, da če vam je to blizu, si v življenju privoščite počitnice v kakšnem oddaljenem kraju, v zelo drugačnem kraju od naših, kajti vsaka taka neka izkušnja nas bogati. Ko sem šla prvič v Egipt, ko sem videla tisto revščino, ko sem videla ljudi, ki delajo v hotelu, ne da bi bili plačani, marsikod v Egiptu namreč sobarice, ti gospodje, ki jih vidite, ki pridejo za vami pospraviti in vam potem naredijo morda laboda iz brisače ali pa cvet ali kaj drugega, običajno niso plačani, ampak živijo od napitnin, ki jih puščamo turisti. Tam sem se naučila vrednost nasmeha. Ko sem se prvič vrtnarju nasmehnila in se izrazila hvaležnost na njegovem obrazu. Vsaka taka izkušnja nas bogati, če smo le pripravljeni pogledati preko tistega, kar mi menimo, da vidimo in smo odprti sporočilu drugačnega sveta. In, kar sem omenila tudi že prejšnji teden, pa bom tokrat delila z vami v malo bolj okrnjeni obliki, kajti absolutno mi ni uspelo vsega še prevesti, bomo pa spogledali tudi, kako zelo so bili inki že povezani s števili, kako so jih uporabljali. Bila pa sem v eni posebni vaji. Jami, v kraju, ki se mu reče Peguče, kjer je čudovit slap, kjer je energija enostavno fantastična. In v tej jami nam je Gospod podelil nekaj znamenitosti, nekaj navad, nekaj zanimivosti iz sveta Inkov, ki je bila tudi, da so uporabljali matematiko, da so uporabljali poseben način zapisa števil, da so števila uporabljali na zelo drugačen način, kot je nam to danes nekako poznano ali pa v navadi. S posebnimi znaki so si pomagali tudi pri zapisu števila živine, prebivalstva, česarkoli. Torej, temu se bomo pa posvetili na hitro zdajle. Tudi inki so uporabljali številke. Poglejte, to je bil njihov prav poseben zapis. Uporabljali so različne oblike, različne barve, različne vzorčke notri in to so bili njihovi zapisi, s katerimi so si pomagali s štetjem ljudi, živali, pridelkov, vsega pravzaprav. Torej, numerologija tudi je ena izmed ved, ki je bila njim poznana. Števila so bila tudi njim poznana.
In zdaj smo notri v eni taki prav posebni jami, v kateri se lahko gledamo veliko takih znamenitosti. Tole pa je izgledala njihova matematika. To je njihov prav poseben profesor, bomo temu rekli, in takole so šteli, takole so zapisovali. On je vse to razumel, nam mogoče ni tako zelo logično, ampak prej smo si pogledali števila, tole pa so matematični izračuni. Zunaj pa slišimo radio, na katerem govorijo o fuzbalu, ki si ga bom jaz z veseljem ogledala v četrtek. Življenje nekoč, pa bi temu lahko rekli predinkovski časi, časi bojev z Inki, inkovski časi, čas prihoda Špancev, pokola Špancev in tako naprej. In danes, kakšna razlika. Ampak veste, v srcih, v dušah, v zavesti teh ljudi še vedno tli in pri nekaterih zelo goreče gori zavest, način razmišljanja, povezanost z zemljo, povezanost s predniki. Seveda boste našli ljudi, ki se jim zdi, da so nekaj več, zato ker so vsaj malo mešani z belci. Seveda boste našli ljudi, ki se jim bo zdelo, da so nekaj več, zato ker pripadajo, bom rekla, starodavni ali pa malo bolj prepoznavni indijanski družini. Ego imamo vsi. V vseh živite tako svetloba kot tudi tema, zato je neumno misliti, da je rasa tista, ki nas razlikuje. Dejstvo pa je, vsaj v mojem osebnem mnenju, da so stare kulture, ki so živele v plemenski skupnosti, bile veliko bolj povezane z naravo, samo modrostjo vesolja, če želite, in sami s seboj. Moderen način življenja nas je nekako potegnil ven iz narave, zdi se, da nismo del narave. Vsekakor menimo, da jo lahko obvladujemo, pa verjamem, da ko pride tornado, potres, poplava, požar in tako naprej, nimamo več tega občutka, je tako. Ne bom se spuščala v tematiko narave, verjamem, da tisti, ki me poznate, veste, da je to meni zelo, zelo pomembna tema. Bi pa želela povedati, da ne glede na to, kdo smo, kaj smo, kako se nam reče, katere rase, katere spovedi smo, vedno je pomembno, da živimo svojo resnico in da sebe raziskujemo. Vsak izmed nas, vsaka narodnost, vsako pleme, vsako ljudstvo, če želite, pa ima seveda v svoji zgodovini lepše in slabše trenutke. Zdaj si bomo pogledali eno posebno jezero, reče se mu Jawar Koče. Jawar pomeni kri, Koče pomeni jezero v jeziku kiču Indijancev tega predela. Tu se je odvil eden izmed večjih bojev Karankijev, ki so bili originalni prebivalci območja, ki ga bomo zdaj videli, in pa Inkov, ki so na to območje šele prihajali. Po 8 dneh boja so Karankije stisnili v kot in odvil se eden izmed večjih pokolov znanih, seveda. Kaj pa mi vemo, kaj se je dogajalo, preden so prišli Španci? Pa kaj pa mi vemo, kaj se je v resnici dogajalo, ko so prišli Španci, kaj te zgodovine običajno pišejo zmagovalci. Ampak, ko govorimo s prebivalci tega dela, ki so pa seveda zgodovino slišali od svojih detkov, pradetkov, pradetkov, pa pravijo, da je tukaj sicer lepa energija, da ne čutijo ujetosti, da ne čutijo bolečine, ampak definitivno pa je to en del bolj žalostne zgodovine, čeprav samo jezero je lepo, obdano je z vulkani in dajmo si ga pogledati zdaj. Huella ni nada,
Takole, dragi moji, jaz, kot sem že prvi oddaji povedala, tukaj sem samo z mobitelom, nisem želela s sabo vzeti bolj profesionalne opreme. Naj bo tole en tak blog iz mojega srca v vaše srce, podarila bom vam še nekaj slik, ki sigurno niso tako zelo kvalitetne, kot bi lahko bile, če bi jaz imela za bolj profesionalno kamero. Verjamem pa, da vam bodo ti utrinki pričarali vsaj malo občutka, kje sem, kakšno je tukaj. Veliko več slik in video lahko vidite na mojem Facebooku, privat Facebooku, torej tokrat pa ne na numerologiji. Jaz si želim preprosto, da bi začutili, kako zelo lepo mi je tukaj, kako zelo pomirjena sem tukaj in seveda pa sem za vas pripravila tudi napovednik za naslednji teden, ki vas čaka takoj zdajle. Vidimo se naslednji ponedeljek, ko bom z vami znova sekala opet. Zdaj pa pogledamo, kaj tale teden vam prinaša takoj za nekaj slice. Ponedeljek 13. Pa potem so še vsi ostali karmični dnevi. 14., 16., 19. Torej govorimo o nekem karmičnem tednu, ki nas obdaja v mesecu zdravljenja. To bo še zanimivo. A vas zanima, kaj vam prinaša tale teden? Petek 13. pravzaprav nima prav nobene negativne konotacije, z numerološkega vidika ni prav nič bolj negativen dan kot ponedeljek 13. in tudi samo število 13 nima neke, bom rekla, število ima smolo, ker je označilo kot zelo slabo, nima pa neke negativne konotacije. Tudi vsi ostali ti datumi, ki sem jih zdaj navedla, ne. So pa ti datumi posebni, zato ker so karmični, torej znotraj nas prebujajo nek občutek odgovornosti, lahko se nam zgodijo določene zadeve na te dneve, ki nam pomagajo prepoznati, kako bi lahko ravnali drugače. Torej 13., 14., 16. in 19. se odsvetuje podpis pogodb, se odsvetujejo pomembni pogovori, pomembne odločitve, novi začetki, vse to, kar bi lahko zaznamovalo vašo energijo na karmičen način. Kajti vsa ta števila povezujemo tudi s kolektivno karmo. Torej v tem tednu, na te dneve, si vzemite več časa za to, da razmislite, kako bi lahko svoje življenje izboljšali, kako bi lahko morda pa tudi sebi, ker govorimo o mesecu zdravljenja, odpustili za vse tisto, kar vam ni všeč, da ste storili. Spremeniti preteklosti ne morete. To, da boste zdaj sebe prepričali, da so vsega drugi krivi, tudi ne vem, če je rešitev. Kajti vedno smo mi tisti, ki se odločimo, kaj ja in kaj ne. In tale teden bo intenziven. Tale teden nam bo na nek način prinesel, prikazal, pokazal našo resnico. Karkoli ta resnica je. Če bomo zdaj vpeti v občutke krivde, če bomo vpeti v to, kaj bodo drugi rekli, to se pa res ne spodobi. Če bomo vpeti v to, kakšne bodo posledice naših dejanj, če bomo vpeti v pričakovanja, mnenje, energijo drugih, seveda sebe ne bomo začutili. Torej v tem času se vprašajte, kaj je vam za vas dobro, pošteno, korektno. Vprašajte se predvsem 14. pred čim bežite. Kaj je tisto, česar vas je tako strah? Lahko je tudi nekaj dobrega. Da enostavno pred tem zbežite, se temu izognete, se morda celo pretvarjate, da vam to ni pomembno. Kaj je tisto, pri čimer bi se raje potihnili? 16. Se vprašajte, kje imate občutek, da niste dovolj suvereni, niste dovolj sposobni. Kje, kdaj, zakaj, s kom, ob kom ne zaupate v sebe. Kdaj se vam preprosto zgodi, da se vam zdi, da niste dovolj samozavestni, da nimate dovolj neke notranje moči in duhovne moči, da boste zmogli. A veste kaj? Rodili ste se zato, da bi se učili in da bi premagali vse te izzive in jaz verjamem, da jih boste. Morda ne v prvo, morda ne v drugo, morda na drugačen način, kot bi si vi mislili ali želeli, ampak verjamem, da vsi smo tukaj zato, da se učimo. In pravzaprav to je lekcija števila 16. Vedno lahko obstoječe stanje izboljšamo, dvignemo kvaliteto in s tem izboljšamo sebe in svet okoli sebe.
In na 19. seveda se obetajo dnevi, občutki ega, pohlepa, tudi tega, da imamo občutek, da imamo prav. Ljudje, ki imajo to število močno izraženo v svojih osebnih izračunih, se pravi ne v rojstnem datumu, ampak v osebnih izračunih, so ljudje, ki so mnenja, da imajo vedno prav in ki jih okolica doživlja kot nekoliko arogantne. Torej, če pa morda potrebujete malo podpore v pogovoru z nekom, kogar se bojite, pa je 19. kar v redu dan, 19. februar in 19. september. Sploh, če govorimo o osebi ali situaciji, ki se že dalj časa vleče, ki zelo pije vašo energijo, ali pa ki je že minila, pa se je ta oseba znova pojavila. Torej, to so karmični dnevi tega tedna, ne se jih ustrašiti, ne se jih bati, ne meni, da so to slabi dnevi, ne se zakopati pod polštar doma, ampak pravzaprav opazovati svoje lastne odzive, ki bodo po vsej verjetnosti izvirali iz preteklosti, tako kot tudi večina odzivov septembra. Za mesec september smo povedali, da bo prinesel situacije iz preteklosti. Torej, kaj je vaša resnica in v kolikšni meri se je spremenila? Kakšna so vaša prepričanja? Katerakoli prepričanja? Ne mislim samo na verska prepričanja, ne mislim samo na vaše mnenje o cepljenju, o ukrepih, o temu, o drugem. Kakšna so vaša prepričanja o vas? Kaj vi menite o sebi? Kaj vi menite o svojih starših? Kaj vi menite o svojem otroštvu? O svoji prvi ljubezni? Kako je bilo, ko ste bili prvič zatrpani? O svoji prvi slabi izkušnji? O prvi izgubi? Vse to so vprašanja, ki vam lahko prinesejo močna razodetja o vas samih v tem tednu, močno razumevanje sebe. In zakaj je to pomembno? Ko sebe razumemo, vemo, kaj lahko od sebe pričakujemo. Če pa sebe ne poznamo, če ne razumemo, v katerih vzvodih in zaradi česa funkcioniramo na določen način, pa je velika verjetnost, da bomo sami sebe še kako presenetili. Torej, dragi moji, raziskujte sami sebe. Tako kot jaz zdaj raziskujem Ekvador. Torej, bodite radovedni, odprti in prav ničesar ne obsojate. Zdaj pa naredimo še pregled od 1 do 9 po vaših številih življenjske poti. Torej, toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da pridete do ene same cifre. Drage moje enke, torej, pred vami je čas, v katerem odpustite vse tiste trenutke sami sebi, v katerih ste imeli občutek, da ste nebogljeni, v katerih ste imeli občutek, da ste počasni, v katerih ste imeli občutek morda, da se niste odločili pravilno. Število 1 je tako prodorno število. Poglejte, spominja na puščico navzgor, spominja na rast, spominja na eksplozivnost. Vedno ne gre. Glejte, tale vulkan, ki ga vidimo na sliki, je zelo visok. Se pravi, lahko razumemo, da ne bomo na njega kar skočili. V življenju določene lekcije so težje, se pravi, na njih ne boste kar skočili. Ne sami na sebe biti jezni, če nekaj ne gre na hitro. Število življenjske poti 2. V vaši bližini bi se lahko pojavil nekdo, ki bi vam lahko pomagal razumeti nekaj iz preteklosti. Ne bom rekel nekaj, ampak vas iz preteklosti. Lahko se zgodi kakšen prijateljček iz otroštva, kakšna odrasla oseba iz vašega otroštva, nek preblisk iz otroštva, iz ranih dni, ko so se oblikovali določeni vzorci razmišljanja in pa komunikacije. Za vas bo septembra zelo pomembna komunikacija, torej na kakšen način se vi pogovarjate s seboj v trenutkih, ko potrebujete sočutje. Ali si ga znate dati ali ne, ali mogoče kar malo potlačite to potrebo. Torej, ta teden bodite pozorni na vse tiste delčke sebe, ki potrebujejo preprosto sprejemanje vaše lastne drugačnosti. Število življenjske poti 3. Torej, pred vami je teden in cel mesec, v katerem domišljija malo nagaja, to smo že povedali. V tem času pa naj vam domišljija pomaga najti najbolj odpičene in nore rešitve na tiste probleme in tiste izgube, nad katerimi ste že zdavnaj obupali. Torej, če bi kar zdajle se spomnili en primer nečesa, česar ste si želeli, nekih vaših otroških sanj, želja, kaj je tisto, nad čimer ste obupali in nad katerimi deli sebe ste obupali. Torej, naj domišljija zdaj najde pot najbolj čarobno in pravlično ven iz tega. Število življenjske poti 4. Torej, 4. V tem tednu je prav, da naredite korak naprej. Ampak naredite ga na način, da boste vi ponosni nase. Karmični teden včasih je zelo pretkan. Včasih nam lahko daje občutek, da nekaj delamo narobe. Včasih nam lahko postreže z vsemi temi situacijami, v katerih se tudi mi počutimo, da smo naredili nekaj narobe. Obenem pa je prav, da znamo prepoznati vse, kar smo storili prav. Torej, kljukajte tudi pozitivno v tem času. Število življenjske poti 5.
Pred vami je čas, v katerem boste dinamični. Prejšnji teden smo rekli, da boste pozorni na mehanizme bega, v tem tednu pa bodite pozorni na mehanizme zanikanja. Česa morda ne želite videti, česa morda ne želite sprejeti, razumeti, prepoznati. In v bistvu me malo bolj zanima, zakaj. Kaj je bilo tako slabega, kar se je zgodilo, kje, kdaj in od koga ste bili tako zelo obsojeni, da je zdaj lažje si zatiskati oči, kot sebe sprejeti v popolnosti. Število življenjske poti 6. Tale šestica bo zelo romantična tale teden. Tale šestica je prav, da se posveti sebi in da je do sebe še posebej ljubeča, sploh na karmične dneve. Torej, pustite si za vse tisto, kar ste menili, da morate vi početi namesto drugih. Torej, ste malo nagnjeni k temu, da se žrtvujete za druge. Draga dama karma pa nas zna včasih na zelo, bom rekel, tudi grob način opozoriti na to, da je prav, da ljubite tudi sebe. Torej, v tem času se dajte objet. Bodite romantični sami s seboj, da menite kvaliteten in, kot bi rekla, menite kuhan posvečen čas sami sebi in se ne opravičevati prav nikomur. Drage sedmice, število življenjske poti 7, pred vami je čas raziskovanja, razmišljanja, analiziranja. Energije, ki nas obdaja, so vam pisane na kožo, super se boste počutili v tem prepoznavanju informacij, podatkov, sebe, ampak se ne v tem izgubiti. Včasih vas tako zelo stvari zanimajo, da ste morda malo preveč radovedni in se vsem ter tja osredotočate na podrobnosti, ki niso najbolj pomembne ali ki niso najbolj ključne. Torej, v tem tednu bi se lahko zgodilo, da bi enostavno zaplavali v določenih podatkih, v določenih informacijah, ki niso najbolj ključnega pomena za dano situacijo ali sploh za vas. Torej, dajte ločiti seme od plevela. Število življenjske poti 8. Ta neka nova prebojena odločnost bi lahko kaj hitro eskalirala v občutek, da si nečesa ne zaslužite, da niste dovolj dobri, da ni prav, da vi za sebe sprejemate. Vsi se kdaj tako počutimo, v tem tednu pa je pomembno, da nehate na silo uravnovešati vsa področja svojega življenja. Se pravi, če ste se odločili, da boste v dani situaciji sprejemali, sprejmite, ne postavljati mej. Oziroma zelo dobro definirate, kaj za vas svetloba in kaj za vas tema. Določene barve, določeni odtenki življenja se bodo zelo prelivali v tem tednu. Torej, če ne boste prepričani, kaj ja, pa kaj ne, veste kaj, osmice, enostavno počakajte na naslednji teden. Število življenjske poti 9. V tem času bodo seveda čustva še vedno nihala, še vedno bodo močnejša, tako kot cel september. Pomembno je, da ne zapajate v tuje energije. Torej, ko govorimo o karmičnem tednu, posebej za vas je pomembno, da ne prevzemate nase tuje stiske, tujega strahu, tujih mehanizmov bega, tuje potrebe po perfekcionizmu, tujega nezaupanja vase in v življenje in tujega ega. Niste tukaj zato, da bi se borili proti ljudem, ampak ste tukaj zato, da bi z njimi koinsistirali. Se pravi, kdo ste vi, kakšen doprinos ste vi svetu, je vaša izbira, je vaša odločitev, to vemo. Zdaj pa dajte tudi sami sebi posvetiti toliko časa, kolikor ga posvečate drugim. To je bil pregled od 1 do 9, znova je pred nami tak zanimiv teden, še enkrat bi rekla, nič ni z nami narobe. Energija prejšnjega tedna se namreč nadaljuje, pokazala pa se bo resnica na nek zelo zanimiv način. Kadarkoli nas obdajajo taki karmični datumi, kar je ponavadi redkost, da se pričnejo ponedeljek in končajo v istem tednu, nas obdaja energija ponovne priložnosti tudi na kolektivni ravni. Torej, zanimivo bo videti in opazovati tale teden, kaj vse se bo dogajalo tudi po svetu. Bodite pozorni na vse tiste informacije, ki prihajajo do vas in ki bi vas lahko morda nekako na nek način, ne bom rekla zagrenile, ampak potisnile nazaj v strah. Zelo je pomembno, da razlikujemo preteklost in sedanjost in da gradimo prihodnost in da gremo ven iz vibracij strahu. Torej, dragi moji, vam želim en čudovit teden, ki kljub temu, da nas obdajajo karmični datumi, prinaša veliko svetlobe, veliko ljubezni, predvsem pa kot celoten september, zdravljenje in sprejemanje vas za vas. Pošiljam enega velikega ljubčka iz Ekvadorja in se vam javim znova naslednji teden. Čau, čau!